Ravnokar smo končali z readingi iz teh kart. Večer, ki je za nami, je enostavno neopisljiv. Zgodilo se je toliko lepih informacij, toliko angelov je bilo prisotnih in taka sporočila so prišla čez, da je dobesedno na tisoče ljudi bilo globoko ganjenih. In ko je bilo konec, smo v tem trenutku rekli, to morajo videti vsi. Kakšna sporočila za prihajajočo jesen, zimo pa še marsikaj. Jaz mislim, da je čas, da si to pogledaš in namenili smo ti tudi vsa darila, vkolikor si morda ta dogodek zamudila. Poglej si. Skratka, dobrodošli torej z moje strani v resnično posebnem večeru, pa ne samo zato, ker imava z Mihaelom obletnico, ampak zaradi tega, ker sem zbrala pač najino obletnico, zato da tele karte uradno še oživijo in da nekako pridejo v svet in da pridejo k vam. In zdaj bomo šli v bistvu na readinge. Zelo sem vesela, da se zdaj dogajajo te readinge. Več kot očitno je, da in narava in vse skupaj zelo hoče pač nekaj povedati, res se dogaja ogromno energij. In midva z Mihaelom sva v bistvu pripravila današnji večer zaradi tega, ker bi vam rada predala zelo pomembna sporočila. Okay? Ampak najprej samo, da vam povem, kako bo to teklo. Jaz, ko bom v živo vlekla karte, vam jih bom tudi sproti pokazala, pa če boste malo hoteli začutiti, kako se na splošno angelske karte bere, boste zdaj dobili neko novo dimenzijo pač tega znanja pa razmišljanja. Te karte, zakaj so tako posebne?
Ne zaradi tega, ker sem jih zdaj jaz kanalizirala pa tako naprej, ampak so posebne zaradi tega, ker ni bilo to tako, da je bila to moja želja, da vam povem. Ni bilo to tako, da sem jaz rekla, ok, zdaj pa, a veš, pa jaz hočem imeti neke karte. Ne, to ni bilo tako, ampak so nadangeli, a veš, ne, tako, s to močno energijo, prišli in so rekli, da hočejo priti v slovenske in svetovne, če smo že pri tem, zaradi tega, ker bojo tudi išle sicer par mesecev kasneje, ampak vseeno tudi na svetovni ravni, v angleščini, pa tudi aplikacija bo pa tako dalje, to se vse pripravlja, ampak angeli hočejo s tem vstopiti v bistvu preko teh kart v vaše domove. To niso karte samo kot karte za neka spodbuda in sporočila, ampak same po sebi so čista portalna energija in že, ki jih imaš doma, nastopajo kot sidro za angele, res. In te karte so tako posebne, bom vas malo še nasmejala vmes s kakšnimi zgodbami, kaj sem se že slišala na temo teh kart. Par komentarjev je bilo tako simpatičnih, da sem si enostavno mogla jih zapisati, pa se bomo malo tudi pohecali, ampak najprej bi se vrnila k temu, v bistvu zakaj današnji dogodek in zakaj je dobro, da danes ravno zdaj septembra, zakaj ravno zdaj septembra tak dogodek, zakaj hočemo zdaj imeti te karte, zakaj hočemo zdaj poslušati angele, a ne? Mi smo zdaj v zadnji fazi, torej, kako bi ti rekla, v zadnji tej ciljni črti, a veš, v bistvu energiji leta sedmice. Če se strinjate, kaj se je vse letos zgodilo? To je bilo neverjetno. To je bilo toliko enih transformacij. Saj ne pravim, da je bilo slabo leto, ampak če se strinjate, je bilo blazno intenzivno leto. Ogromen light workerjev zapustili planet, s tem, da so umrli, kakorkoli že, šli v nebesa. Narava je, razumeš, butalna na vseh živih področjih ven. In vedno po zgodovini, kjer smo gledali, da je bilo leto sedmice, so se dogajale take stvari. Leto sedemke je karmično leto, je leto zaključevanj, čiščenj, je naporno leto. In ko gremo v zadnje 3 mesece, se bo pogledal v bistvu, kaj se je vse do zdaj naredil in vse tisto, kar se še ni karmično odlepilo, vse tisto, kar se še ni naredil, bo zdaj z vso silo bo ruknil, razumeš, bo še pritisnil na to, ampak ne kot neka božja kazen, Bog ne daj, ampak z namenom velike transformacije. Leto sedemke je znamenje velike duhovne transformacije, ki ni vedno najlažja. Ampak navsezadnje je sedemka tudi pravljična številka, tudi to moramo vedeti. In če gledamo leto, ki potem prihaja leto 2024, leto osmice. Leto osmice, mislim, jaz se ga zelo veselim, je leto obilja, je leto bogastva. Ima seveda tudi svojo senčno stran, to pomeni, da lahko čutiš pa zelo pomanjkanje. Če v letu sedemke nisi poštekal stvari in dvignil svoje frekvence, ker sedemka je zelo duhovna številka, potem leto osemke tudi ni zdaj neka briljantna novica. Mi s temi informacijami danes hočemo to spremeniti. Od angelov hočemo slišati, kako bo leto osemke in kaj ne naredimo za to, da bo leto osemke sanjsko, da bo najboljše do zdaj, če je treba. Veš, kaj mislim, ne? Ampak zdaj, če se strinjate, kar sem jaz videla letos pri ljudeh in pri kolektivnih situacijah, je bilo pa to, da vedno, ko človek ne jemlje stvari resno, takrat se mu zgodi to, da nastrada. Ko človek ne jemlje resno opozoril, ko reče, to je brez veze, ko čaka, da se bojo neke spremembe, se strinjate, se mi lahko napišete v klepet, če se strinjate, ko čaka, da se bo kar nekaj spremenil, samo od sebe, to ni nikoli dobra novica. Jaz mislim, da v življenju, tudi če ni vedno lahko, je najlažje tistim, ki so pripravljeni, opremljeni in stvari jemljajo resno. In kar sem jaz slišala od angelov, se bomo šli po področjih, je bilo, da je preveč ljudi letos čakali.
Mi sam čakamo, da leto 7 mine. Samo počakati moramo. Zemlja bo sama dvignila svojo frekvenco, zato tudi dela narava take stvari, ki dela. Ne, dvig frekvence ne zgleda tako. Ljube duše, to res ne zgleda tako. Narava ne bi rabila tega delati, a veš, kaj mislim? In nič se ne bo zgodilo samo po sebi, nič ne bo narava naredila namesto nas. A razumeš, nič tega se ne bo zgodilo. Lahko pa mi, kot človeštvo, in res veliko nas je, dvignemo dovolj frekvenco, da bo pa nastopilo obilje, mir, harmonija, kar 8 je za naravo in za nas. Ampak na to moraš biti pripravljen, a ne? Mislim, da je bilo dosti sporočil preko narave, pa nažalost tudi naravnih katastrof, ker se je točno to, kar zdaj govorim, nekako potrjevalo. Ko ljudje niso resno jemali opozoril, ko so kar zamahnili, da neke nevarnosti ne obstajajo, nažalost je bil izkupiček na koncu tako, kar je bil. A ne? In jaz sem v bistvu ugotovila, da naša naloga vseh, tukaj, ki smo tukaj in zdaj to poslušate, je, da v bistvu poskrbimo, da bomo poslušali angele, jih upoštevali in si zagotovili leto osmice. Ne pa, ak bude, a veš? Ne, absolutno ne. In jaz vem, da bojo angeli povedali točno tako, kaj je. Moram pa povedati, ravno prej Mihael govoril, da so si danes delala readinge iz teh kart. Jaz sem Mihaela vprašala, a ne, prej, a misliš, da lahko odpreva karte, pa vprašava, kakšni ljudje bojo prišli na tak dogodek ali pa gledali posnetek tega dogodka. Je rekel, seveda lahko vprašamo. Ljudje božji, jaz sem se zaradi vas že skoraj danes jokala, zaradi tega, ker ko sem vprašala, kdo prihaja na ta dogodek, vam bom pokazala, katero karto sva midva odprla. Jaz sem bila tako ganjena, ne ta karta, ampak takole moram pokazati. Odprla sem karto številka 27, pa jo bom zdaj pokazala. Torej, tole je tale karta. Moje vprašanje je bilo, kdo prihaja na ta dogodek, kdo so ljudje, ki prihajajo na ta dogodek, in odprla se je tale karta. In meni so se sam solze nabrale, ker, a veš, kaj je ta karta? Sam da ti jo pokažem za začetek. Tole je karta nad angel Kristiel, da ne bo slučajno kdo mislil, da sem jaz kakšnega angela po sebi poimenovala. Ne, pač meni je slučajno Kristi ime, nad angel Kristiel že čez celo zgodovino obstaja. To pomeni, da tudi če greste njo pogooglati, jo boste našli. Ampak jaz sem slučajno Kristi, ona je pa nad angel Kristiel, a ne? Ampak ta karta nad angel Kristiel definitivno prihaja z druge dimenzije in velja za lightworking nad angela. Ona je čisti nosilec svetlobe in tudi, če pogledamo karte, jaz sem vprašala, kdo prihaja na ta dogodek in kdo bo pogledal ta posnetek, a ne? Ozavesti to, kaj zmoreš in mi angeli. In jaz sem sam rekla to, tako, pa karta je številka 27. Če seštejemo številko 27, 7 plus 2 je 9, je to številka lightworkinga. 9 je številka duhovnih poslanstev, svetlobe in tako dalje. Jaz sem recimo, po rojstvu sem rojena 9 in potem sem, a veš, meni gre še zdaj na jok, ker se spomnim, kako se je ta karta odprla. Jaz sem Mihaelu rekla, meni je kar sapo vzel in sem rekla, lej ti to. Nad angel Kristiel, jaz sem duhovna učiteljica, sem Kristi, številka 9 je, ker je moja rojstna, karta je številka 27, je skupna 9, kar pomeni, da bojo v bistvu ta posnetek in ta dogodek gledali ljudje, ki so čista svetloba. Ljudje božji, vsi, ki ste sem prišli, vsi, ki boste to gledali, pazite, kaj piše naprej. Vsakodnevne angelske priporočnje bojo tvoj manifestacijski steber svetlobe. Kdo prihaja na ta dogodek? Kdo bo gledal ta posnetek? Stebri svetlobe. Nad angel Kristiel je napredna, zelo napredna nadangel. Kar pomeni, dragi moji, da vi, ki ste sem prišli in vi, ki to gledate, vi ste napredne duše. Vi ste toliko napredne duše in na vas, na nas, vse skupaj stoji. Ne samo za Slovenijo,
ampak na veliko širši ravni. Zato sem jaz danes počaščena, da lahko za vas odprem karte. Počaščena sem, da se lahko to zgodi, ampak sam hotela sem vam pokazati za začetek, kaj je v bistvu tisto, da boste vedeli, da je vaša frekvenca in vse, kar boste od tega trenutka dalje vi delali, drastično pomembno, ne samo za vaše življenje, ampak na splošno. Okay? In danes je v bistvu naloga, glede na to na Dangel Kristel, ki se je odprla, naloga vseh nas je, da tudi če ti v življenju nič ne fali, ampak če si bila vodena sem, da vsi skupaj poskrbimo za frekvenčni dvig. A ne? Tudi mi smo se odločili za nove poteze, kjer bomo skrbeli za frekvenčni dvig, mogoče o tem malo kasneje pa tako naprej. Kljub temu, da smo že do zdaj dosti naredili, smo se odločili. Jaz sem se odločila, Mihael se je odločil, smo sprejeli nove odločitve za ta frekvenčni dvig. Za vse zadnje tudi te malčke, te otroke, ki so danes stari, ne vem, 2, pa 4, pa 6, pa ne vem, koliko razumeš, da bojo imeli res svetlobni planet, kar ta planet v bistvu je. Ne? Tako da, zdaj bomo pa zbrali prave karte, ampak, a ste za začetek zato, da preden bomo šli po področjih, torej kaj bomo odprli, malo sem se naredila plonk cegelca, odprli bomo, karto za kolektivo, torej kaj nas čaka na kolektivni ravni, aj prav? Potem bomo odprli, kaj vi naredi za dobro mentalno, telesno in čustveno počutje, kaj naredi za finančno stabilnost, zato ker gremo pol v leto osmice, kako poskrbeti za svojo dušo in svojo svetlobo in kako nas bo angeli varovali in nam puščali znake. Torej, to so karte, ki jih bom jaz zdaj začela odpirati. Pa boste ful lepo spremljali skupaj z mano. Ne? Ampak potem čisto na pol vas bom predala Mihaelu, potem sem pa spet jaz vrnila, pa vas bom pocrklala z eno meditacijo, ki nekako vem, v katero smer bo šla, ampak bo pa vodena glede na to, kaj bomo odprli v kartah. To bo tako res ena taka pravljica. Ampak preden gremo karte odpirati, vas bi pa malo nasmejala, a lahko, jaz se ful rada smejem. Najbolj luštne stvari, ki sem jih slišala do zdaj glede kart. Eno izmed teh kart moram pokazati, da boste vedeli, zakaj se je šlo. Šlo se za karto številka 10. Za to karto sem slišala ful dober komentar. Poslušaj zdaj. Za tole karto sem jaz slišala. Kristi, veš kaj je? En simpatičen Igor je tole rekel. Veš, kaj bom jaz naredil? Jaz bom vzel to karto, pa bom nesel jo prizerki, pa ji bom rekel, naj me tako ošiša. Tam je bila ful simpatična, tam je bila res toliko simpatična, tako da sem rekla Igorju, ki je to rekel, da je to nekaj bilo res nekaj tako zelo izjemnega. Ne? Skratka, če kdo rab kakršnekoli ideje za frizure, so te karte tudi eno tako fajn izhodišče. Ne? Potem, čakajte, sam zdaj ga moram pa najti po številki. Potem se ga bom najdla v svojem setu, pa bom tamle pokazala, ker ne vem, katero številko nosi. Aha, 34. Karka, še ena simpatična, karta številka 34. Nadangel Rafael. Za to karto sem slišala. Ta je bila tudi volužna. Kristi, a lahko jaz njega dobim za bodočega moža? Ne vem, to se morate zmeniti z njim sami. Okay. No, skratka, to so bile ene take simpatične stvari, ampak kaj je še bilo? Tole sem še slišala, sem si mogla prav zapisati. Teta Kristi, ne boš verjela, kaj se mi je zgodilo. Ko sem odprla tvoj današnji e-mail s prvimi fotografijami kart, sem dobila solzne oči, ker sem jih tako močno začutila. Najbolj me je poklicala zadnja, še preden sem jo približala na telefonu, se na računalniku sama od sebe prižgala Siriusova meditacija. Fizično je nemogoče, ker nisem bila nikjer blizu, pa še pripravljena ni bila. Na hitro sem prebrala sporočilo Muriel na omenjeni karti, čas je za meditacijo. In res meditirala sem to vzela kot znak. Oni ljudje, ki že imajo karte, pravijo, najpogostejši komentar, ki smo ga dobili, je, o moj bog,
karte so žive, a ne? Skratka, ko smo jih mi prvič dobili, ne, ko so nam jih poslali, je v bistvu Brigita v pisarni je v bistvu rekla, da ti takoj potegnem eno karto in je odprla nadangel Ariel njo. In njo smo prvo tudi narisali. Pa je bil pa nadangel Mihael. To je bila ena moja zgodba simpatična. Potem sem slišala še tole. Prvo karto, ki sem jo potegnila, je bila številka 13, moj datum rojstva pa naj teče, naj se odvija. Druga karta 7, letos je leto sedmice in tretja zopet 13. Haha, gremo novim zmagam naproti, spontano in nepričakovano. Skratka, mogoče bo še kdo v klepetu zaupal svojo zgodbo, če imate kakšno s kartami unika, ki jih imate, bom zelo vesela, ne? Zdaj pa gremo takole v živo in vsako karto, ki bom potegnila, zato ker tukaj sem malo takole slabš vid, vam bom pokazala še na zaslonu, pa bomo skupaj prebirali ta sporočila. Torej, prva informacija, katero hočemo mi razumeti in vedeti, a nimajo dober zlat rop, lejte to, kaj se šajnajo. Drugače, te karte so razprodane, že skoraj, mislim, da je tako, še ene par jih je na voljo, samo imamo podnatis nekje na poti, zdaj ga pričakujemo, ta prvega v roku parih dni, pa pol ta drugega lahko dobimo, meni se zdi 15. oktobra, tako da če boste slučajno začutili, to nič ne silam, ampak če boste slučajno začutili te karte, imate na naši spletni strani, greš potovanje-duše.si, pa tam gor trgovina, pa tam imaš karte, bojo tudi moderatorji dali v bistvu mogoče tole povezavo, ampak tukaj, ko boste imeli posnetek, še QR koda na hitro pokažem, kje si jih lahko zagotovite. Malo vam tole še pustim. Zdaj pa, torej prva karta, torej kaj bi nam angeli svetovali na kolektivni ravni. Pa bom vedno najprej vam pokazala, je prav? Evo ga. O moj bog, lejte to. Vidiš, karta, upam, da tale lučka, evo, takole moram da, karta številka 16 je. Tole QR kodico mogoče pol vrnem, ampak zdajle bi šla res na karte. Karta številka 16 je. Karta številka 16. Aurora. Kolektiva. Zdaj, jaz vam bom povedala, kaj vse angeli bojo meni sproti govorili. A ti vidiš, kaj ima zadnji Aurora v ozadju? Morje, voda. Morje, voda. Mislim, da ne rabim zdaj kaj posebej govoriti, koliko zelo pomembno je to, kar se vidi. In to je poletna karta. Vidiš, bodi kot zarja v poletnem jutru, ampak mi smo vprašali za kolektivo, a ne? Za v bistvu, vidim, da ful radi skenirate tele QR kode, bom malo takole še pustila, če vam kaj takole pomaga. Bom zdaj takole dala, da boste imeli malo mene, pa malo Auroro skupaj. Tole je karta poletja. In tole je, ampak hkrati je karta obilja. Zdaj pa pazi, kako se tole povezuje. Karta je številka, a vidite, kaj govorim, o tem so karte žive. Evo, poglejte si še enkrat. Čakaj, takole moram dati. Karta je številka 16. Vidiš? Gledaš zdaj na zaslon. Karta je številka 16. 6 plus 1 je 7. Leto sedmice. Kaj lahko mi tukaj vse povežemo skupaj, a ne? Mi, če hočemo imeti obilje, moramo prečistiti leto sedmice. Koliko ene vode je letos naredil, o moj bog, vse vemo kaj. Voda, 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 poplave, poplave, poplave. Zakaj? Čustva. Ljudje božji čustva. V bistvu kolektiva, v kolikor bo hotela v obilje, a ne, ki pa je leto osmice, se je v letošnjem poletju aktiviralo to, da se bo do konca leta mogli prečistiti, ker voda je simbol čiščenja, čustvene sisteme. To je čisto čustvene sisteme, ker tudi, če poglej besedilo, sreča je nujna cvetlica
na travniku obilja. Dajmo se malo obesiti na ta stav. Tvoja sreča je nujna cvetlica na travniku obilja. Preveč ljudi imamo zunaj, ki niso srečni. Preveč imamo ljudi, ki so popolnoma zgubljeni, ki nimajo stika s svojo dušo, in če jih jaz zdaj vprašam, a si srečen, srečna, ker so pri srcu me zaboleli, bi rekli ne. Ljudje so, ki samo preživljajo čas. In to poletje preko vse te vode, ki je zadaj za nadangel Auroro, dal to simboliko in karta številka 16, a ne? A razumeš? Mi bomo v tej transformaciji do naslednjega poletja. Potem se bo pa 8 lahko na polno razmahala. Ampak v bistvu imeti svojo cvetlico na travniku obilja bo imeli samo ljudje, ki bojo ne več preživljali svoje življenje, ampak ljudje, ki bojo najdli svojo srečo. Iskreno ti povem, čist preveč je bilo ljudi, ki se ful sprašujejo, kaj moram narediti, kaj moram zagotoviti, kaj nekdo rabi nekaj od mene, zakaj rabi nekaj od mene in tako dalje. Kaj pa jaz? A veš, kolikrat slišim jaz recimo, da ljudje rečejo, ja, kaj jaz rabim, pa kaj moje okoliščine rabijo, pa ne vem, ljudje okrog mene rabijo, amben se pa ne vpraša, kaj pa moja duša rabi. Ampak ti imaš teles ful velik po inkarnacijah, duša je pa samo ena. Zakaj se več ljudi ne vpraša? Razume, zakaj se več ljudi ne vpraša, kaj pa moja duša rabi? Duša komunicira preko kanala sreče, ljudje božji. A veš, kaj mislim? Premalo imamo srečnih ljudi in kjer sreče ni, kolektiva in planet propadata in to nam je vsa ta voda, pa še zna biti, nam je hotela povedati. Voda je čista simbolika čustev in če ni sreče, voda je pa hkrati življenje, a ne? Če ni sreče, ni življenja. Če ni sreče, ni življenja. Vsak posameznik, če hočemo kolektivno dobro, mora v bistvu osebno srečo najdeti. In ful sebe razumeti. Imaš pri meni 23, mislim, da sta samo še 2 prosti mesti sicer, ampak če kdo začuti 23.9, bom mogoče malo več o tečajih povedala, imaš tečaj dušna transcendenca. Če hočeš sebe kot duša najdeti, ker to ti je pot do sreče. Ampak na kolektivni ravni, pa da se vsa ta voda ustavi, ker tole je pa čisto mač bilo, mi imamo premalo srečnih ljudi. Ljudje so tukaj otopeli, preživljamo, ampak veš, una pristna sreča, ki si otrok, ki si vesel, ki si navdušen, tudi če ti hoče nekdo drug ful ubiti. Kaj pa, kaj ti skačeš tam, kle kar neki, daj se malo smiriti, a veš. Ne, mi rabimo biti tako kot otroci. Otroci so taki veseli, srečni. Za tebe je čas, da se vprašaš, karta številka 16, torej 7, ali sem srečna, ali se dam na prvo mesto, ali sem vse naredila za svojo srečo in če ne, kaj to je. In to imaš zdaj obdobje 1 leta oziroma malo manj, torej do naslednjega junija nekje, pol po onem solsticiju bi mogla pa ta 8 na polno dvigniti svoj razmah. In za našo prihodnost je to pomembno, ker če nekaj bo prišlo naslednje poletje, bo tale voda spet zelo velik problem. Letos smo mi padali v to, ampak hkrati sem jaz pozitivna, zato ker je to nadangel Aurora. Aurora pomeni nova zarja, novo upanje. Ja, je karta številka 16, torej 7, ampak je zraven tudi zarja, novo upanje, nova pot. Koliko lepo. A ni lepo? Ful je lepo sporočilo. Skratka, to je bila naša prva karta. Wow. A veš, joj Angelija, bom zelo sposobna iti naprej, bom. Ta druga karta bo za tebe, torej vsi oni, ki zdaj to gledate, a ne, kako poskrbeti za kombinacijo mentalnega, telesnega in čustvenega počutja. Kako to narediti. Evo, spet mešam. Takole.
Vi vedno vidite prvi. Huhu. Gospod Čefeš, številka 1. Pa dajmo, nadangel Mihael. To bo pa kar on. Najprej pokažem karto, mogoče takole, da jo celo zaveste, pa se potem takole vrnem, prav? Nadangel Mihael, a ne? Nadangel Mihael, torej vprašanje je bilo mentalno, telesno in čustveno počutje. Zdaj pa pazi to, vrnila bom QR kodo, ok? Pokliči me na pomoč, saj potrebuješ energijsko zaščito. Prereži eterične vezi z okoljsko negativno energijo, se malce umakni od vsega, kar te žalosti in si obnovi moči. Vse svoje načrte skrbno varuj. O moj Bog. O moj Bog. Mislim, ne o moj Bog, ampak o moj nadangel Mihael. Pa o moj Mihael. Vidiš, sami Mihaeli. Nadangel Mihael. Jaz sem ta dogodek zapomnila zavedno. Vi vsi, ki gledate ta posnetek, se to je pa tista prva karta nadangel Kristiel. Vi ste napredne duše, točno tako, kot je ona rekla. A ne? Ves, v bistvu, vaš mental pa vaša čustva zmede okolica. Vi velikrat veste stvari, se znate poskrbeti za sebe, pa nekdo pride in ali na vas odloži svoje mnenje, a vas kar nekaj kritizira, ali vam da nekaj nepovabljenega, sploh ga nisi prosil, da ti on, razumeš, une litanije tam odrecitira, in tam vam se zamaja energija. In vi tam dobite, ker to je nadangel Mihael, aurične luknje. Ampak pazi to, kako se on povezuje z nadangel Auroro. Poglej ti tole karto. A ti vidiš, da ima on svetleč prsni koš, pa smo spet pri čustvih. A smo mi spet pri čustvih? Absolutno smo spet pri čustvih. Vi morate eno stvar paziti. Okay? Za vaše dobro počutje na vseh ravneh je pomembno, da ko se vi nekaj odločite, pa vi nekaj sprejmete, da vi ne pustite, da vam drugi ljudje to vzamejo pa ubijajo. Jaz sem tega recimo veliko videla, ker nadangel Mihael je tudi nadangel Lightworker. Kristi, jaz bom imela svoj center, Kristi, jaz bom prišla na tvoj tečaj, pa Kristi, jaz bom terapeut, pa bom prišla na tvoj tečaj jasnovidnosti, pa na tvoj reiki tečaj, pa bom reikistka. Kristi, jaz to bom. In Kristi reče, valjda, da boš, itak da dej. A ne? Kaj se zgodi? Potem ta pove Janki Branki, tetki Cvetki in ne vem komu vse, pa kaj boš ti, pa veš, koliko je že tega, pa vsak se že danes ukvarja s to duhovnostjo, pa to je brez veze, pa drž se ti tvoje službe in te, razumeš, ta lightworking klic, ki ga imaš pa tukaj, vidimo karto, ti ubijajo. Pride strah, pride dvom v to in mi imamo tukaj lightworkerje, ki so bili pozvani, da naj bojo lightworkerji, pa niso zaradi tega, ker jim nekdo, ki sploh ni lightworker, rekel, da ne morajo biti. Mislim, da je boljš mene poslušati, ker sem lightworker, a si ti lahko lightworker ali pa ne. In tukaj potem pride do tega, ker nadangel Mihael je leadership angel, razumeš? On prihaja iz Atlantisa. Atlantis, sem poročena z Atlantidom, bi vedela, je nacentriran v glavi, ne moreš ga premakniti. A veš, kaj ti hočem reči? In zdaj ta karta ti simbolizira, da moraš dobiti to leadership energijo in nobene več zmedenosti. Nadangel Mihael je absolutno nadangel, ki ne moreš ga zmesti, ne moreš mu nekaj povedati, da on reče, joj, pa misliš, da nekaj ne bo v redu. In tudi recimo ta karta, če pogledamo eterične vezi, ogromno ljudi, ki zdaj to poslušate, ste bili naluknjani, ker so ljudje stvari, ki jih niso mogli sami sabo razpucati, so oni na vas odložili. In lahko, predvsem tlele čutam, vam je šlo v veliko zmedenost. In recimo, da vam še nekaj tukaj povem. Ogromno ljudi v teh dneh, ko smo mi pripravili ta dogodek, se je obračalo na nas. In predvsem zdaj sem se spomnila, ko sem videla to karto, me je malo presenetil, videla ogromno, pa smo pol to tako lepo naredili za vas, sem videla ogromno neke zmedenosti. Recimo, veliko ljudi mi je reklo, Kristi, jaz vem, kaj čutam, ampak jaz sploh ne vem, kaj rabim. Meni vsi okrog mene govorijo, kaj ne jaz bi, pa kaj jaz zmoram, pa kaj ne, jaz sploh ne vem več, kdo sem jaz in kaj jaz zmoram in kaj jaz rabim. In tudi recimo,
ljudje, ki se sprašujejo o duhovnih tečajih, pa pridejo na našo ponudbo, ti načeloma bi mogel to takoj začutiti, sploh ne vejo, kaj je za njih. Definitivno jaz mislim, da tudi če ti v življenju nič ne fali, da bi letos vsak izmed nas, če hočemo skupaj frekvenco dvigati, bi mogel biti na nekem tečaju sam zato, da je. Okay? Ampak ljudje ne vejo, kjer tečaj je zame. Lani, ko smo imeli eterični vrtiljak, 25. septembra, če se spomnite, sem jaz ročno na 500 chatov odgovorila, ker so mi ljudje to spraševali, kaj rabim, kaj rabim, kaj rabim. Jaz sem se letos na to pripravila in sem vam naredila eno e-knjigo. Bom jo zdajle pokazala. E-knjigo sem naredila za vas, čakajte, bom tako, ja, lahko tudi takole dam. In zaradi teh vprašanj, naredila sem vam e-knjigo in noter imate en tak ful lušten test. Samo da vam povem, kako ta test delate. Če ste bili, to lahko da malo umaknila, ok? Torej, ko imaš ti takle test, a ne, kako delaš takle test? To imate v svojih darilih, ok? Tam, ko ste dobili vstop v dogodek, oziroma oni, ko gledate posnetek, vam bomo posredovali tudi posebej tele povezave. Ta test pa zgleda to. Torej, tukaj imaš napisane trditve, recimo prva trditev. Imam zelo kaotične in zaskrbljene misli, ki si nekakor ne želijo umiriti. Če to zate drži, obkrožiš to kljukico. In potem vidiš, imaš te roza kljukice in ti njih obkrožuješ. Potem pa ugotoviš, pri kateri kategoriji si največ kljukic obkrožil, ali pri enki, ali pri dvojki, ali pa trojki. In potem imaš naslednji test, kako se izražajo tvoji duhovni darovi. Primer, imam zelo močno intuicijo, ki me le redko pusti na cedilu in je dobro, da jo poslušam. Če imaš to, obkrožiš spet recimo to kljukico in to je kategorija številka 1. In potem boš tukaj, ker smo na yin-yang planetu, včasih nam gre dobro, včasih nam gre malo manj dobro, boste v bistvu dobili rešitve. Zdaj, če vam mi lahko pomagamo, če ne boste pa nekako usmeritve dobili, smo vam potem v nadaljevanju tega dokumenta, sem vam jaz v bistvu dala, torej, če imaš kategorijo številka 1, če se najbolj odvisna tvoja kategorija in kako ti lahko mi pomagamo. Zato ne bom spet 500 chatov odgovarjala ali pa 700 mailov naslednji dan, torej sem vam tukaj dala naše predloge. In jaz mislim, da zdaj sami boste začutili in tukaj so tudi vsi naši tečaji in jaz mislim, zakaj sem jaz rekla, zato smo tudi dali tako, skratka, poglejte si to datoteka, res smo se potrudili za vas, res smo lepo naredili, dali svoje predloge. In a veste, ko sem jaz vam rekla, v bistvu, da vrnemo zdaj Mihaela, a veste, ko sem vam jaz rekla, da bi bilo dobro, da je vsak izmed nas trenutno v neki novi frekvenciji, če hoče priti do lastne sreče in seveda, če hočemo na splošno stanje izboljšati. Tudi mi smo se zavezali novim frekvencam. Okay? Torej, to, kar zdaj jaz vam svetujem, pa Mihael vam svetuje, ni nekaj, kar midva nisva upoštevala. Recimo, ena stvar, ki sem jaz upoštevala, je bila, torej, kaj jaz lahko prinesem kot novo frekvenco. Tečaj so že tako na tržišču, temu rečemo, kakorkoli so že na voljo, so krasni, vse fajn, ampak recimo upoštevala sem frekvenco, za katero so me ljudje že 13 let prosili. Konkretno mene so ljudje že 13 let prosili. Jaz sem na drugače ful močno svetovno reiki, izobraževanje milijon nekih res svetovno močnih diplom, iniciacij pa tako naprej. In 13 let meni že ljudje prosijo, če bi jaz učila kakšen napreden reiki masterclass. Moja zaveza letos je bila, kljub temu, da imam toliko drugih tečajev, da sem rekla, ja, bom. Tako da tudi jaz sem šla v novo frekvenco. In v bistvu nihče se sploh tega ne ve, dosti ljudi sploh ni vedelo, da sem jaz tako napredna reikistka, ampak veš, nekaj časa sem se res ful posvetila angelom pa tako naprej. Tako da, evo, moja zaveza recimo je bila, da bom začela učiti čist nove, napredne reiki masterclass tečaje, ki so čist na novo skanalizirani, nič od tega ni, kar ste že slišali nekje drugje, in dobila sem podporo svetovnega združenja na način, da
so bili tako navdušeni nad vsem skupaj, tako da sem vam pripravila tudi to datoteko, katero zdaj gledate, da so mi dovolili, da poleg svojih certifikatov lahko izdajam prav preko tega uradnega, najmočnejšega združenja še njihove certifikate, s svojim imenom sicer spodaj, ampak prav iz njihove baze vam lahko da mednarodne certifikate in potem se vi lahko kot svetovni učitelji, da se vas bo prav dal najdeti, se lahko upišete. A vidiš, tudi jaz sem se, tako tukaj sem vam dala, imamo Reiki Masterclass, ok, denarni Reiki, vijolični Reiki, ta dva nimata mednarodne diplome, ker nista strani tega svetovnega združenja, recimo posebej kategorizirala, sta pa dve mednarodni diplomi za Reiki Masterclass, pa za nadangelski, to, kar zdaj gledamo Masterclass. A vidiš, to sem ti zdaj omenila. Torej, tudi jaz sem v bistvu naredila nekaj čist novega, pa Mihael je naredil nekaj z Amazonijo. In mi recimo, sploh če je prišel tukaj na Dangel Mihael, smo zdaj tukaj, ja, vsak mora prispevati neko svojo frekvenco in če se ti kdaj splača iti na tečaj, se ti splača iti letos, zaradi tega, ker vsi oni, ko boste začeli tečaje do decembra, torej vsi začetki, ki so do decembra, dobiš šolo bogatstva in obilja v vrednosti 888 €, ko končaš tečaj zastonj. Zakaj ta tečaj? Zakaj toliko obsežen tečaj, dobesedno šenkam? Zaradi leta osmice. In zaradi tega, ker bi rada, da se frekvenca res spremeni in dvigne in da tudi mati narava se pol pomiri zaradi tega. Tako, mi več kot to že skoraj ne moramo narediti. Okay? Tako da, ekola, to nam je zdaj povedal nadangel Mihael. Zdaj imamo pa naprej. Kaj pa finančna stabilnost? Dajmo pogledati, če finance. Finance pa hočemo pogledati zato, ker gremo drug let v leto 8 in vse preizkušnje naslednje leto ali pa dobre stvari se bo kar dosti vezali na finance in na finančno obilje. Torej, zdaj moramo z duhovnostjo res ful potegniti, pa bo pa finance bojo kar tako drugo leto tako zelo v ospredju, a ne? Ali finančni strahovi, ali pa ful nove priložnosti glede financ, cvetenje posla, tako sami hočemo tisto, kar je dobro, a ne? In finance so čisto ok, zato ker tudi dobre stvari delajo, a ne? A veš, ko to mora duhovnost včasih še malo poštimati, da obilje se tudi kaže v obliki financ. Torej, kakšno bomo imeli pa vodstvo glede tvojih financ? Kjera karta bo pa tukaj? Šuki, šuki, šuki. Evo jo. No, daj da vidim. Še kajnah. Lej zdaj ti njo. Je treba delati. Čakaj, karta številka 4. Torej, še kajnah. Tole je ona. A glihnjo. Dober je, zato ker definitivno je ona fajna dangel, ampak pazi to, če hočemo imeti drugo leto denar, lejti to, veliko organiziranosti, načrtno usmerjenega dela in jasno osredotočenost. Ne zapravljaj časa s stvarmi, ki te utrudijo, saj moraš sedaj postati portal manifestiranja. Se ni smešen, malo pa je. A ni dobra karta? Ful je dobra karta. Torej, nič ne bo padlo z neba. Ful bo treba se posvetiti manifestaciji, poslom, organizirati se, delati na sebi, delati na projektih, ne zapravljati časa in energije za nepomembna druženja, kjer ti itak nič ne prinesejo, sam pluvajo te neki stvari, ki te utrujajo, ki so brez veze, sam zato, da so to pa zdaj ne. Ful je pomembno, fokus, 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 fokus. Se vidiš karto? Organiziranost, osredotočenost in še kajnah. To ti je ona, le da ti pokažem, karta številka 4, sem da tako ti jo malo povečam, štirka je. Številka 4 je številka dela, številka dela in številka dela. Je pa tudi številka angelov, kar pa verjetno veste. Ampak konkretno številka 4 je konkretno zelo močno delo. Zdaj, v bistvu ta karta ful ne bo podpirala lenobe, tiska bo kakorkoli len, pa zdaj se mi ne da, pa daj bom jaz
rajš drug let šla na tečaj, a pa da bom drug let razmišljala o svojem poslu, a pa da bom drug let neki, ne bo v redu, ne bo nagrajeno. Ne bo stagnirala, ampak bo nas zadrval. To smo vsi dobili karto, je treba delati. Ok, dobro, koliko še? Hecam se. Ja, res, ogromno načrtnega dela. Zavihati moramo rokave. Ampak se tudi narava zahteva, da zavihamo rokave, pa malo popravljamo stvari. A ni res? Pač, tako je. Skratka, a še rabim kaj dodati za to karto? Mislim, da je dosti jasen. A veš, če boste imeli kaj reklamacij, se obrnite na njo, jaz nimam nad tem. Ok, kaj pa naslednja stvar? Kako poskrbeti za svojo dušo in za svojo svetlobo? A bomo spet imeli kaj za delati? Torej, duša in svetloba, obožujem te karte. A vidite, koliko so te karte žive? Mislim, to jih moraš imeti doma. Enostavno moraš jih imeti doma. Torej, duša in svetloba. Evo jo. Haniel. Ojojoj, hudo. Všeč ti bo karta, sam čak, da jo najdem. 39-ka, mogoče najprej spet kole malo pokažem. Duša in svetloba. V bistvu tole je karta, ki je kombinacija in meditacije in astralnih potovanj in sanjanja. Vse to je, a ne? Skratka, če hočeš imeti preroške sanje, če hočeš imeti, ogromno boste lahko dobivali sporočil preko duše po noč. Veliko boste tega dobili, a ne? Ampak zdaj za preroške sanje, da ti dobiš taka sporočila od duše, plus tega, ker je bilo za kako negovati svojo svetlobo, je v bistvu to karta spanja, kar pomeni, da moje karte so na tem, da ste ogromno imeli tudi težave s spanjem in da nekateri ful niste mogli spati po noč, ker so vas skrbi preganjale in niste imeli ustreznega spanca in posledično ni astralnih potovanj. Duša, lej ti to karto, po noč astralno potuje, zato ker duša ne rabi spanja. To mislim, da veste. Torej, duša astralno po noč, razumeš, potuje po svetovih in prinaša v telo nazaj informacije. In ona gre lahko k angelom, ona gre lahko po terapijo, ona gre lahko po sporočila. Ampak ogromno ljudi tega nima, ker ne more astralno potovati, ker je pa telo toliko izčrpano, da do tega ne more priti. In Haniel, nadangel Haniel, če jo poznate, je tudi nadangel zelo močne intuicije in jasnovidnosti. Ona je čisti piškot meni. Oprosti, ker sem ti tako rekla, si zelo močna, a ne? Ampak, a veš, če ti hočeš vse to imeti, ok, boš najlažje to zgradila z razvojem jasnovidnosti, z meditacijo. Če pa imaš pri komu meditacije na voljo, imaš pa, evo, ne rabite zdaj tole skenirati, prej sem videla, da ste za umne karte, joj, toliko skenirali, ne rabite, zdaj boste v posnetku, ampak lej, meditacijski večeri na spletu, imaš tudi na potovanju duše.si. Mi imamo toliko lepih meditacij, pa še take meditacije prihajajo, da to čist noro, a ne, to je, lej, meditacija ti bo to najbolj pomaga pri tem, da lahko ti ful dobro spiš, da lahko ti zvišuješ ta nivo intuicije, jasnovidnosti, ne, in potem so pa tukaj potem še tečaj jasnovidnosti, kanaliziranja. Letos imamo prvič, pa mogoče tudi edinkrat, ampak to za one, ki imate res že ful izkušenj, napredno akademijo kanaliziranja, ampak iz meditacije v bistvu v intuicijo pa jasnovidnost. Zakaj? Zaradi tega, ker, viš, tudi ona ima zaprte oči na karti, pa tako naprej, poglobiti se treba vase. Preveč je bilo, ven smo gledali, kaj se čez dan dogaja, premalo je bilo pa tega, a veš, na noter, poslušati dušo, kaj ima ona zapovedati, kaj ima ona zasvetovati. Ti si dostikrat razbijaš svojo lepo glavo s tem, kaj bi pa, kaj ne bi pa po noč, a ne moreš spati, duša ti pa pripravljena to povedati, ampak jo ne pa slišiš. Dušna transcendenca, tečaj 23.9. toplo priporočam. Okay.
To je, tako da, ampak meditacija, pa pol naprej tečaji, torej kor tega bo tukaj naprej. Okay? In imamo potem še, preden vas potem predam Mihaelu v roke, ki vam bo pa več povedal o zdravilnosti, ki se potrebuje do konca leta. Dajmo še zadnjo karto. A so vam všeč karta? No, da. Koliko so lepa sporočila, res. Upam, da jih boste seveda upoštevali. In potem imamo še angele, torej kako nas bojo oni varovali in kako nam bojo puščali znake. Znaki, znaki, znaki. To nas pa ful zanima, ne? Angeli, zdaj pa evo, grand finale, tale karta, kako nam boste vi dali znake, kako bomo mi vedeli, se veš, včasih pa vsak človek rab spodbudo. Čik, 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 čik. Evo ga. Nadangel Jeremiel. Hudo. Čist mi je jasna ta karta. Čakaj, 43-ka. 43-ka. Lej, zdaj ti to. To je, jaz obožujem te karte. A veš, bom ti dele povečala, QR kodo, sorry, umikam, takole. Začeli smo z 7 ljudje. Karta številka 16, Aurora. 6 plus 1 je 7. Kaj imamo pa zdaj za zaključek tega readinga? 4 plus 3 je koliko? 7. Torej, kako nas bojo angeli varovali in kako nam bojo dali znake? Bom povedala. Ne zadržuj svojih občutkov, znotraj tebe bodo prerasli v vulkan jeze, zmedenosti ali kaotične okoliščine. Zadržane energije ne ustvarjajo obilja, pa smo spet tle. Pogovori se z nekom, pomagaj si, taka kot si, moraš tudi znati biti sprejeta. Angeli se bojo javljali preko besed, preko učenj. To je karta besed. Okay? Preko besed. Besede so pa kje? Da boste vedeli, kje iskati angelske znake. V pesmih, besedila. Okay? Ko pride nek človek mim in ti kar nekaj reče, zakaj si mi zdaj to rekel? Zaradi tega, ker je nekaj zate tukaj noter. A veš, kad ti nekdo kar nekaj, zakaj si mi zdaj tole rekel? A veš? Točno zaradi tega. A ne preko besed, besedila, zapisi, knjige, naslovi, pesmi. Besede, besede, besede. A ne? A ne? Tudi na zadnje jaz zdaj delim besede, pa ste dobili angelske sporočila. Ampak tako se nam bojo oni javljali. Še nekaj vam bom povedala tukaj. Jeremiel je tak nadangel. Zelo dobro poslušajte besede. Ker nekaj morate vedeti, če vas nekdo spodbuja v besedah ali pa vam ponuja neko rešitev, čez to osebo govorijo angeli. Če pa vas nekdo kritizira, pa vas grdo govori, vam hoče angeli povedati, da to ni za vašo energijo. Letos je, če se strinjate, res vse vezi so tako res zelo popadale, pa ogromen odnos se je končal in čas je, da pride na plano velike iskrenosti in nadangeli so iskreni. In zelo pomembno je, da ste tudi vi iskreni in da vi iskreno komunicirate glede sebe. To je ena stvar in ogromen vas je, kad tole zdaj poslušate, kad imate vi besede znotraj sebe, kad ste lightworkeri, ker številka 7-ka, torej 43, torej skupaj je to 7-ka, imajo tudi predavatelji, duhovni učitelji, tudi magi, recimo uporabljajo številko 7. Ogromen imate v sebi besed in angeli hočejo govoriti čez vas. Angeli bi radi vam dali znake, tako da hočejo vas uporabiti kot svoje sidro in vam dati znanja, katere še nismo videli, nismo slišali. To se rabi, ljudje Božji. Ta nova znanja se rabijo, nič narobe z tehnikami, katere smo mi že poznali. Jaz sem se to pogovarjala s to mednarodno reiki skupnostjo, ko sem jaz privlekla svoj reiki tečaj ven, reiki šolo ven. Ali se nova znanja potrebujejo? In so rekli, ja, se zato pa je od leta 1920 smo imeli en reiki, pa je prišel angelski reiki, pa kundalini reiki, pa violet reiki, pa vse živo je prišlo. Zato, ker se doba spreminja. In teh, razumeš, novih metod, glede na to, da se ta kolektiva tudi spreminja, seveda se vedno več kanalizira, vedno več je teh biti iz drugih dimenzij, ko komunicirajo z nami. In vi, ki zdaj to gledate, imate sposobnost, da vi
vi skanalizirate svoje metode, jih delite naprej. Jaz mislim, da tečaji, kakor imamo mi za kanaliziranje pa tako naprej, ful pomagajo, zato da se v bistvu tebe aktivira. A veš, kaj mislim? Okay. Zato, da se te aktivira, pa da priješ v stik s tem, sploh če je bilo, zdaj mi še 7, ko hodi naprej, kot številka 7 je tudi številka lekcij, a veš, pa dostikrat tudi vzorcev. Pa bi mogoče tukaj eno stvar povedala. Vkolikor ste imeli težave s tem, da ste imeli vzorce, pa ful neke teže pa lekcij, bi bilo pa zadržanih občutkov, je mogoče moj nasvet, da najprej prečiste svoje vzorce s kakšnim tečajem mogoče, razreševanje podzavestnih vzorcev, pa tečaj meditacije, mogoče kaj takega, potem pa naprej na kanaliziranje pa tako. Moj predlog bi bil tako, ker je taka dvojna karta, torej imamo besede in angeli, kako bojo se javljali preko tega, a ne, hkrati je pa treba stopiti v svojo resnico. Zdaj pa sam povejte, pa mi napišite, a ste vi tudi tako navdušeni, kot jaz, ker zdaj bom pa jaz predala besedo Mihaelu, pa malo na klepet pogledala. Tako da, Mihael vam bo mogoče glede tudi te zdravilnosti, zdaj nekaj povedal, ampak vidim, da tudi, zdaj sem glih Neli ujela, meni te karte ful močno sporočajo, lej, saj ste videli, saj se v živo zgodili, a ne, tako da, saj ste sami dojeli sporočila. Jaz bom potem zdaj vas predala Mihaelu, da vam bo pomagal še glede tistega, kar lahko ponudijo kristali, pa zdravilnost, potem se pa jaz vrnem nazaj k vam, pa vas pocrklam s to meditacijo. Glede na to, kar smo slišali, kaj se bomo odločili, naredili bomo nadangelsko aktivacijo, pa bomo uporabljali prav številko 7 kot portal, pa bomo zaprosili za ključ za 8 že zdaj, pa bomo odklenili neko manifestacijo in se zavezali noter, kaj bomo mi naredili za ta ključ, torej kaj bomo mi dali kot dvig svoje frekvence v zameno za ta ključ. Roka roko umije. Ja, to mi je ful všeč, daš dam. Zdaj vas pa predajam Mihaelu, a ne, pa da slišimo še njegove modrosti. Hvala, ker ste tole poslušali in hvala za vaš odziv, ki sem ga videla na klepetu. Zdaj bom pa šla malo prebrati. Evo, Miš, predajam ti besedo. Toliko navdušenja nad kartami, nisem pa še nikoli videl. Jaz sem bil na klepetih, pa na maile ste pisali, jaz sem kar vmes vam na maile odgovarjal, ki ste, mislim, res hodovno. Tako da, Miš, tole si fantastično naredila, pa še zlatrop ima, ste že videli, ste že videli pri Kristi, ima zlatrop, ima karte naokoli, resno, čez nek next level, res so hude. Skratka, ja, evo, Kristi vam je dala, oziroma Kristi nadangeli so vam dali ful močne usmeritve za to jesen, kako postaviti energijo, ne, in dostikrat se, veš, se govori, ne, moramo iti naprej v življenju, se moraš sfajtati zase, se moraš sfajtati za svoj cilj, ne, gremo rasti duhovno. Potem pa, ne, dostikrat, veš, pa nekdo reče, okej, pa koliko naj jaz grem v življenju naprej, če sem pa čist brez energije. Saj jaz vem, da moram iti v življenje naprej, jaz vem, da se moram spremeniti, jaz vem, da je treba nekaj novega narediti, nekaj drugače narediti, ne, ampak jaz ne morem. Mene je strah, jaz sem obtičala, jaz sem obtičal, jaz se ne morem premakniti naprej, jaz ne morem izstopiti ven iz svoje energije. Ne, in to je pa pač druga stvar, ne. Jaz vem, da vi veste, da mora človek iti v življenju naprej, ampak včasih je pa ta občutek, ko te nekaj nazaj vleče, ko te nekaj nazaj zaustavlja, nek vzorec, neka blokada, tako velik, da kljub temu, da ti veš, ne moreš iti naprej. In veliko vidim ljudi, ko imajo nek strah, ki jih hromi, in tak človek ve, da, ne vem, treba službo zamenjati, da mora iti v karieri naprej, da mora na odnosu delati, ampak ga strah bremeni. Ali pa vidim ljudi, na primer, ki so ujetniki, kakšne stare karme ali pa kakšni stari zapisov iz družine, ne, pa imajo radi to družino, ampak istočasno nosijo neke vzorce te družine s sabo in si jih nikakor ne morejo losati. In potem zaradi teh vzorcev, ki so stari in daleč več ne služijo več, ne morejo v življenju ustvarjati novih stvari ali pa ne morejo se razviti meditativno.
Veliko ljudi, naprimer, hoče kanalizirati, pa hoče se naučiti globoke meditacije delati, pa hoče se naučiti auro brati, pa se hoče naučiti veliko teh super duhovnih veščin, a ne, ki jih lahko vsak človek osvoji, ampak neke stare energije jih vlečejo nazaj. In to slišim zadnje čase. Veliko tega, ne, ker jaz v osnovi sem kar dosti motivacijski človek, ne, pa vidim človeka, pa rečem, super, bomo naredili to, ne, gremo tja, bomo ta projekt organizirali, ti to lahko, ne, to je tvoj potencial. Pa vidim včasih kakšne ljudi, ko gledajo, tako pa rečejo, ja, Mihael, vem, ampak jaz ne morem zaradi tega, zaradi nekega vzorca, nekaj strahu. In veš, če hočeš ti frekvenco naprej peljati, in ja, frekvenco moramo naprej peljati. Vsi vemo, da če hočeš nekaj novega v življenju, se rabiš na nov način lotiti stvari, rabiš iti v novo izobraževanje, rabiš iti v nove informacije, v nove navade, v nov način dela. Ne, in to je to, kar v bistvu je duhovne telepotovanje duše res predan temu. Res smo predana, oba s Kristi, res že leta in leta in leta smo predana temu, da ljudem pomagamo iti naprej. Na naslednji nivo, na naslednjo spoznanje. In vsa ta znanja, ki jih učimo, so v bistvu namenjena temu, da ljudem pomagamo darove razvijati in postati boljši, močnejši ljudje, bolj stabilni, boljši manifestatorji, ne. Samo včasih, veš, ko hočeš ti frekvenco spremeniti ali pa jo nadgraditi ali pa razviti v močnejšo, moraš en predkorak narediti. Nekateri ljudje morajo predkorak narediti, preden začnejo se učiti nečesa toliko naprednega, toliko močnih energij, kot so, ne vem, jasnovidnost in tako dalje, se morajo nekateri prej pozdraviti. To je čisto iz osebne izkušnje govorim. Veš, moj je že celo življenje vedel, jaz hočem biti uspešen, jaz hočem biti po celemu svetu predavati, jaz hočem z množicami delati, jaz hočem velike stvari delati. Jaz sem to skozi vedel. Za mene je v enem obdobju življenja toliko blokiralo, jaz nikakor nisem mogel iti naprej, jaz nikakor nisem mogel koraka narediti v to smer, ne? Nikakor nisem mogel te moči, ki bi jo rabil za take velike korake, zbrati v sebi. Jaz sem imel skozi občutek znotraj sebe, da vem v glavi vse, kar je treba narediti, ampak moje telo se pa ni hotelo premakniti in kaj šele moje čustva. Znotraj sebe se mi je skozi pojavljal dvom, a si sure, Mihael, da lahko to narediš, a si prepričan, da ti bo uspel, veš, to razjedanje, neki strahovi, neka krivda. In potem sem mogel iti, preden sem šel v neke vizije graditi v življenju, sem mogel iti v zdravljenje samega sebe. In sem mogel pogledati, kaj je tisto, kar v meni ne funkcionira, kaj je tista, veš, tisto zdravljenje frekvence. In veliko ljudi v tem obdobju to rabi. In zato bi mogoče pa jaz danes rad z vami govoril o tem predkoraku, o tem zdravljenju, ko ga mora vsak človek narediti, ali pa nekateri ljudje narediti na svojih vzorcih, zato da lahko potem eskalirajo v tisto smer, v katero želijo, ne? Ker potem, ko se ti enkrat frekvenčno ozdraviš, ti lahko narediš karkoli. Človek, ki ima svojo energijo pod svojo kontrolo, ki ve, iz česa je sestavljen, ki ve, kaj ga poganja, ki ve, kaj je tisto, kar mu sugestira, kateri vzorci šepetajo z njega. Tak človek lahko vse naredi. Tak človek lahko absolutno doseže stvari v biznisu, tak človek lahko svoje telo postavi vitalno, tako kot želi, tak človek lahko kvalitetne odnose gradi. Vse lahko delamo, ko enkrat svojo frekvenco zdravimo. Ne? In veš, potem je pa spet novo vprašanje, kdo pa zdaj zdravi frekvenco na planetu Zemlja v 21. stoletju? Kje se lahko zdaj mi energijsko umirimo, regeneriramo in nekako svoje čustva umirimo in lahko svoje telo energijsko podpremo. No in tukaj so se oglasili kristali. V tem obdobju, v katerem smo zdaj, na planetu Zemlja, ko vidimo, da se kar dosti dogaja kaos kolektivni. Ne, vse planet Zemlja je fantastičen, narava je fantastična, ampak zadnje čase pa vidimo, da se dogajajo zelo intenzivni premiki po celem svetu. In ljudje to vse občutimo, ljudje smo čustvena bitja, veš, mi to vse občutimo. In potem ljudje gledajo, kaj se dogaja po svetu in čutijo to kolektivno energijo in jih to še bolj prestraši. In potem tiste sanje, cilji, ki jih imajo ljudje, še bolj se oddalijo in ljudje se še bolj sprašujejo, a bo meni ratalo, a bom lahko. Ne? In potem so se oglasili kristali. Veš, kristali so pa eni izmed redkih bitij na tem planetu, ko so skozi stabilni. Če mogoče ti včasih energijsko padeš in mogoče tvoj sosed energijsko pade, tvoja družina energijsko pade, kristali nikoli ne padejo. In so se oni javili, da bojo oni začeli delati z ljudmi in jih kristalno držati. Vsi mi kristale poznamo že tisočletja. Mi že skozi vemo, da so kristali na Zemlji. Sam, veš, takrat, ko je vse v redu, pa takrat, ko vse lepo funkcionira v življenju, mogoče opazimo resnične moči kristalov.
Takrat, ko pa smo mogoče v nekem krču ali pa se moramo energijsko pozdraviti, takrat pa kristali dobijo svojo vrednost na način, da jih prepoznamo. Zato jaz obožujem delati s kristali. Absolutno obožujem delati s kristali, zaradi tega, ker sem ugotovil, da človek, ki se zna povezati s kristali in jih zna uporabljati, lahko dvigne sam svojo energijo na čisto nov nivo, lahko v sebi zbudi zdravilne sposobnosti, ki jih ima naravno v sebi, to se pravi naravno samo regenerativne energije, pa ne samo, da lahko sebe energijsko podpre s tem, tudi druge bitja lahko s tem energijsko podpira. Ne? In potem, ko enkrat človek zna samega sebe frekventno regenerirati, samega sebe naravnati, potem pa je dejansko pride tista, da je ne bo omejitev. Ne? In zato sem tudi danes v bistvu za vse vas pripravil eno vajo, katero imate tudi na dolgo in široko napisano v skripti, ki ste jo dobili, oziroma v enem izmed daril PDF-datoteke, ki ste jo dobili v povezavi do tega dogodka. In to je v bistvu, da vas bi rad naučil, kako aktivirati zdravilne dlani. Zdaj bom samo demonstriral, dolg postopek sem vam napisal v skripti. Ampak, naprimer, ena taka stvar je, ki ljudje ne vejo. Ljudje ne vejo, da lahko samega sebe postavijo energijsko. Ker dostikrat so nam skozi govorili, da rabimo nekoga drugega, da nas energijsko postavi. Ja, včasih rabimo nekoga drugega, da nam pove, da nas usmeri, ampak v osnovi ima čisto vsak človek moč, da samega sebe energijsko postavi. In ena taka ful zanimiva stvar, ki jo sicer učim na svojih tečajih, ampak sem rekel, da bi pa danes res jo rad delil z vami, je kako ustvariti zdravilno dlan. Mi imamo vsi dlani, a ne? Ampak a ste vedeli, da imajo naše dlani zdravilno moč, zdravilno frekvenco v sebi? In da imamo mi na dlani ful posebne energijske točke, ki so sposobne prevajati zdravilno energijo in potem lahko mi z rokami to zdravilno energijo usmerjamo v karkoli želimo. In to lahko ljudje delamo, ampak ljudje so izgubili ta spomin, te zdravilnosti znotraj sebe. Zato v tej točki uporabimo kristale. In ta iniciacija zdravilne energije, ki sem jo vam napisal v skripti, v bistvu poteka tako, da daš najprej en velik kristal po izboru na sredino svoje dlani in to je v bistvu vhodna zdravilna točka. Točno tlele imamo ljudje vhodno zdravilno točko. Tle je en tak zanimiv zdravilni portal odprt in čez tale portal na sredini dlani dlan srka zdravilne manifestacijske moči iz okolice ali pa iz telesa. Zato, da se energijsko polni. To je tudi razlog, zakaj imamo mi vedno v rokah željo, da se dotikamo stvari, da objemamo ljudi, da ko nekaj novega spoznamo, se moramo tega dotakniti. Zaradi tega, ker preko rok energijsko beremo. Potem imamo pa na konicah prstih 5 izhodnih točk, preko katerih pa lahko mi pošiljamo zdravilno energijo. Ko včasih vidimo kakšnega močnega bioenergetika, ki je na primer zdravje, ali pa kristaloterapeuta, ki upravlja kristalno energijo, v bistvu pošilja energijo čez portalne točke na konicih prstov. In mi lahko katerokoli stopnjo zdravilne energije pošiljamo v ljudi, v živali, v drevesa, v rastline, ali pa v planet, ali pa v sebe. Tako da lahko vsak izmed vas zbudi ta spomin zdravilnosti v sebi in začne zdraviti. Samo zdravljenje je najmočnejša metoda zdravljenja na planetu Zemlja, ker ima čisto vsak človek v celicah znotraj sebe zapisan optimalno vitalnost svojega telesa. Mi imamo v svojih matičnih celicah zapisano optimalno vitalnost našega telesa, optimalno zdravje, optimalni sistem, po katerem delujemo. In to, na primer, nam kristali pomagajo prebuditi. Veš, kristali so energijsko močni in če si mogoče ti malo v krču, pa si malo živčen, pa malo živčna, pa zmedena, pa se mogoče malo slabo počutiš, pa ti nekdo nekaj rekel, pa si užaljena, pa si jezna na nekoga. Veš, ta čustva kar dostikrat okupirajo ljudi, nas kar dostikrat umaknejo stran od teh moči. Vzam takrat kristale, polož si jih po tej metodi, ki sem ti jo napisal v skripto, oziroma v darilo, si jih polož na dlan, aktiviri vibracijsko zdravljenje v svoje dlani in začni dlan polagati tam, kjer imaš težavo. Ali te mogoče boli glava, ali imaš mogoče zaprto grleno čakro, ali imaš težave z odpuščanjem, pa si na srčno čakro daj, ali imaš mogoče težave nekje v telesu in začni to dovajati. To je ena taka res močno znanje, ki ga imamo ljudje. Ampak še enkrat, včasih ljudje ne moremo dostopati do vseh teh zdravilnih znanj, zaradi tega, ker smo ujetniki neke slabe frekvence, nekih slabih, težkih občutkov, ki nas bremenijo. In še enkrat, jaz vem, da ste nekateri mogoče trenutno utrujeni,
da imate zelo naporno življenje in da se eni res soočate s temi lekcijami iz odnosov. Vem, da imate eni preteklost, ko vas še vedno mogoče lovi ali pa se ne morete znebiti, ne morete zaradi tega ustvarjati. Vse to vem. Oba s Kristi smo bila velikrat na točki, ko smo se mogli nekih starih stvari znebiti in nismo vedela, kako jih ven dati. In potem smo meditirala in potem smo druga sprašvala, pa kanalizirala duhovne vodnike, pa ne vem, kaj vse smo delali zato, da smo ugotovila, kako samega sebe pozdraviti. In vem, da planet Zemlja, oziroma ljudje na planetu Zemlja, trenutno zelo rabijo zdravljenje. In če si se zdaj ti prepoznal oziroma prepoznala v teh besedah, veš, to pomeni, Mihael, točno vem, o čem govoriš. Vem, da moram nekaj spremeniti, točno vem, kaj moram spremeniti, ampak nimam moči, da bi to spremenila. Moje noge so kar težke, moje telo se kar vleče, moja energija je, kot da skozi bi spala, skozi sem utrujena, skozi sem depresiv, skozi sem anksiozen. Ne morem se premakniti. To pomeni, da si v fazi, ko rabiš svojo frekvenco pozdraviti. In to sem ti dal zdaj prvo vajo, preberi si še enkrat na dolgo in široko, kako se s kristali zdravi, kako aktiviraš zdravilne dlani in lahko s tem začneš. Če pa ti rabiš neko globje zdravljenje še, rabiš razlage, zakaj se ti nekaj zgodil in rabiš razumeti, kako poteka energija v tebi in kako to preprogramirati in kako narediti ta korak v pozicijo sebe, da lahko samega sebe pelješ naprej, to se pravi, kako samo svojo energijo postaviti, tako da je močna, potem ti pa svetujem, da greš v proces zdravljenja samega sebe in gradnje energije, načrten proces. In jaz sem že nekaj časa nazaj postavil 3 zelo močne tečaje, na katerih pomagam ljudem, da se postavijo na tem nivoju. Veš, kaj imamo 2 vrsti tečajev. Imamo eno vrsto rasti v življenju in tečajev, ko ljudje se učimo in gradimo nova znanja in manifestacijsko delamo. Imamo pa drugo vrsto rasti, ko moramo ljudje najprej sebe pozdraviti, zato da lahko potem naredimo tisto, kar želimo. Ne? In tisti, ki vam je zelo zavibrirali, ko rečete, ja, Mihael, o meni govoriš, kako veš, a mi auro bereš. Šola za kristaloterapevte, tečaj, ki tebe nauči biti kristaloterapeut zase, ali pa za svojo familijo, ali pa če hočeš delati z drugimi ljudmi, dobiš certifikat, pa lahko delaš kristaloterapijo naprej. To, kar sem ti zdaj v bistvu pokazal, to je kristaloterapija. Ko enkrat položiš kristale na tak način, tebi kristali aktivirajo spomin zdravilnih dlani. A veš, kaj ti imaš vse v sebi zapisan? Kaj lahko delaš ti s svojimi možgani? Kaj lahko delaš ti s svojo regeneracijo? Kako lahko ti elegantno upravljaš svoje čustva, če imaš to kristalno zavest v sebi? Definitivno šola za kristaloterapevte 24.9. oziroma drug teden ali kdaj, zelo kmalu, začnem s tem tečajem. Daj si poglejte, to je neko potovanje, če mene vprašate, bi ga mogel vsak človek na tem planetu, kjer živimo v sožitju s kristali, narediti, zato da bi lahko vsak prišel v svojo moč. Včasih imajo pa eni ljudje na nekih globih duhovnih nivojih blokade. Včasih pridejo ljudje k meni pa rečejo, Mihael, jaz ne vem, kaj mene bremeni. Jaz vem, da je neka energija obtečala v moji auri, ne morem naprej. Jaz ne razumem, kaj se mi dogaja, ampak nekaj me skozi bremza, nekaj me skozi zaustavlja. Ne vem, zakaj se mi skozi pojavlja eno in iste lekcije v življenju, zakaj imam skozi eno in iste misli, ki mi niso uporabne. Včasih pa ljudje grejo, veš, v neko tako res, v temi se znajde en folk. Včasih vidim kakšne ljudi, ko so čisto izgubljeni. Včasih bi imel človek občutek, ne, če imaš ti svoje telo v lasti, pa samega sebe v lasti, da ti veš, kdo si. Vsaj ni ljudje čisto izgubljeni. In potem grem gledati njihovo auro, a veš, njihovo komunikacijo s njim samim in gotovim, da ne znajo razumeti svojih akaških zapisov. In potem, ko sem jaz začel gledati to, da imamo ljudje neke akaške zapise v sebi, neke kode, rojstne kode, inkarnacijske kode, kode, zakaj se inkarniramo v neko družino, točno, zakaj se točno temu očetu in mami inkarniramo in potem podedujemo njihovo genetsko linijo. Ali pa kode, zakaj se v točno določenem času inkarniramo na Zemljo. Ne? Zakaj sem se rodil leta 1985? Zakaj se nisem 1986? To je moja rojstna koda v ozadju. To je moj akaški zapis. In določi celotno mojo inkarnacijo. In včasih imajo ljudje težave na tem levelu. Veš, ne znajo razumeti, iz katerih kot duše so sestavljeni. In potem jim nekaj ne funkcionira in potem ljudje probajo na mentalnem nivoju razumeti in študirajo psihologijo in se pogovarjajo o čustvih, ampak je izziv oziroma težava veliko globje v njihovi auri.
Ne? In potem sem jaz enkrat rekel vodnikom, dajte mi povedati, kako lahko ljudje to rešimo. In so rekli, če hočete to reševati, če hočete te kode brati, moraš iti v Akašo. In potem sem opazil, da ne zna veliko ljudi iti v Akašo. Veš, Akaša je center, kjer imaš ti vse kode, vse zapise, iz katerih izhaja tvoje življenje. Če tam nekaj ne funkcionira, ti ne funkcionira zaradi nekega zapisa v Akaši, ki ga vlečeš in deluješ po njem. In potem sem naredil akaškega terapevta. Tečaj. To je tečaj, ki me je skupina prepričala, da sem ga za dvojno podaljšal. Toliko so navdušeni. In se začne zdaj 15.10. Kmalu, zdaj to jesen. Poglej si, če čutiš, da je neka energija, ki je zate nevidna in ne razumeš, ki te blokira, ti bom pomagal na akaškem terapevtu shekati to energijo. Zato, včasih, veš, lahko imaš nekega človeka, ki zemeljsko vse prav naredi. Ampak mi smo zemeljsko duhovna bitja in mi lahko zemeljsko popolnoma razumemo sebe. Ampak če mi sebe duhovno ne razumemo, se eni ljudje celo življenje matrajo in so pridni, so delovni in so pošteni, pa jim ne rata. In potem rečeš, to ni fair. Ni fair, da človeku, ko celo življenje dela in je pridni in nikomu nič slabega naredil, ne rata v življenju biti srečen. Potem pa pogledaš takega človeka, pa vidiš, da ima akaški zapis, po katerem deluje, ampak ne ve. Veš, in to je ena taka moč. Sem že dolgo časa nazaj opazil, da imamo ljudje možnost na zemlji razviti, da znamo te zapise brati. Tako da to je ena taka stvar, veš, če si se mogoče prepoznala v teh energijah. Naslednja stvar je pa, da ljudje lahko upravljamo naravne energije. To je dejstvo. Nam so skozi govorili, da lahko zavestno upravljamo samo svoj avto, ko ga peljemo v službo, pa da lahko upravljamo svoj računalnik in odločamo, kaj bomo pisali na njemu, ne? Pa da lahko načrtno izbiramo svoje besede, pa da lahko načrtno izbiramo odnose. Ampak mi lahko upravljamo vse, kar je okoli nas. Včasih ljudje delajo, naprimer, se znajdejo v nekih okoliščinah in se v tistih okoliščinah nekaj zgodi, kar oni ne želijo, da se zgodi. In potem ljudje rečejo, da se jim je zgodila krivica, da so pristali v nesrečnih okoliščinah, ali pa rečejo, da so bili na napačnem mestu v napačnem času. In potem sem šel jaz spraševati vodnika in sem rekel, je to res? A res ljudje na planetu Zemlja se lahko znajdemo na napačnem mestu v napačnem času? In so rekli vodniki, ja, samo tisti ljudje, ki načrtno ne upravljajo elementalov, okolice, v kateri se nahajajo. Zdaj rekel, povejte mi več. Reče duhovni vodniki, vsak izmed vas ima možnost, da upravlja materijo, elementale, iz katerih je svet zgrajen, to se pravi narava, drevesa, drugi avtomobili, drugi ljudje. Vi lahko to upravljate. To ni, da se nekaj dogaja izven vas, kar vi v resnici ne morete kontrolirati. In meni, če je ljus dal pade, in sem samo rekel, naučite me. In so rekli, to se imenuje pa mojster meditacijske terapije. Kako lahko mi upravljamo zdravilne, manifestacijske in zaščitne energije. In ko enkrat ti začneš upravljati svet na tak način, da se dogaja svet tako, kot ti hočeš, se sprožijo zelo močni procesi zdravljenja. Zaradi tega, ker začneš postavljati svet v skladu s svojo frekvenco. A veš, temu tudi rečemo voditeljstvo na zemlji. Človek ima močno voditeljsko energijo. Postavi svet tako, kot si je on zamislil, v skladu s svojo vizijo. In to so meni rekli vodniki, da bi mogel vsak človek v bistvu delati zase. Vsak si mora postaviti življenje tako, kot sam želi. Ne tako, da ima občutek, da je ping-pong žogca, ki ga drugi mečejo levo pa desno. Ne tako, da ima občutek, da nima nadzora. Ker toliko ljudi srečujem, ki ima občutek, da nimajo nadzora v življenju. Pa reče, lejte, kaj so nam naredili, lejte, kaj se dogaja. Moj šef si je to, moj šef si mene lasti zaradi tega, ker pri njemu delam. Jaz ne morem vplivati na svojo plačo, ne morem vplivati na to. To ni res. To so nas prepričali, da je tako. In pa angeli skozi govorijo, da lahko mi upravljamo vsak aspekt svojega življenja. Če lahko mi upravljamo vsak aspekt svojega življenja, zakaj bi bili potem se slabo počutili, če lahko to spremenimo? Veš, in potem sem začel razvijati ta znanja, ki sem jih potem združil v tečaju mojster meditacijske terapije. In vsi tisti ljudje, ki hočete več nadzora nad tem, kar se vam dogaja, je to tisto, kar iščete, da začnete vi komunicirati z elementali. Ne da komunicirate samo z drugimi ljudmi, da komunicirate s cesto, ko vozite po njej, da komunicirate z avtomobilom, ko ga vozite. Večina ljudi, ko se v avto vozi, gleda samo tank, pa gleda druge sovoznike
in to rečejo, to je varna vožnja. Če gledaš druge ljudi, ki vozijo in ti voziš po omitvah, to je varna vožnja. Varna vožnja je, da vse to delaš, plus da nadzoruješ energijsko svoj avto. To je pa čist naslednji nivo. Če ti deluješ tako na zemlji, potem jaz ne vidim razloga, zakaj bi se slabo počutila v kakršnikoli okoliščini, ker jo vedno lahko postaviš tako, kot želiš. To je mojster meditacijske terapije. In se začne 21.10. Ta tečaj so poludili ljudje. Vedno, ko ga dam ven, se najdejo ljudje, ki hočejo na tem levelu živeti. In poglejte si, res, no, poglejte si slučajno, zaradi tega, ker je to zelo močen vzvod, ker lahko ljudje zdravimo samega sebe. Ljudje vedno se slabo počutimo ali pa zbolimo, ali pa karkoli, ko se nam poruši energija. Energija se nam poruši takrat, ko ne vemo, kaj se dogaja, ali v nas, ali pa zunaj nas. Ne? In to je v bistvu eno znanje, ki ga na visokih civilizacijah vsi upošteva, na zemlji pa imamo malo manj ljudi, ki ga ne. In potem, če sem že glih pri zemlji, bom pa še tukaj zaključil, ne? Planet Zemlja, kakorkoli živimo na planetu, ki se zelo marsikaj dogaja, mi vedno pozabimo, da je planet Zemlja v resnici naš zaveznik. Tukaj ljudi je zelo jeznih na naravo, ne? Na Gajo, pa so poplave bile, pa potresi, pa vsi rečejo, kaj narava dela, kako lahko to dela. V resnici pozabimo, da je narava tista, ki nam v resnici vse daje in je ona razlog, zakaj lahko mi živimo svoje bogate življenja. Sem veš, kaj je težava? Težava je, da toliko malo ljudi v resnici razume, kdo je Gaja in kako njene energije delujejo in kako komunicirati z njo. In toliko redko ljudje na planetu Zemlja res razumejo Gajo, njene naravne energije. In jaz vprašam Gajo, Gaja, zakaj včasih toliko težko živeti na tebi? Pa reče, se ni, to si vi naredite, zato ker me ne poslušate, zato ker nobeden ne dela z mano. Vi se slabo počutite, vi lahko k meni pridete, vas bom jaz nafilala z naravno energijo. Vse te celice, ki jih imate v telesu, vse to sem vam jaz ustvarila. Če se vi biološko slabo počutite, pa se kdo vam je poustvaril telo? Ja, jaz, Gaja, to je moj produkt, to je moje darilo za vas. Valjda, da vas bom naučila upravljati vaše telo. In potem je začela Gaja govoriti zdravilne kode, pa zdravilne zapise v planetu, pa v živalih, pa v rastlinah, pa kakšen je namen vsake stvari na tem planetu. In je nastal tečaj Amazonija. Najboljši zdravilni tečaj, ki ga delam, popolnoma, absolutno naslednji nivo razumevanja planetarne energije. In ko sem začel pri sebi to delati, so mi še tisti vzorci, ki sem jih imel nekateri glede svojega telesa, začeli hibridno oziroma meteorno odpadati. In to so take stvari, veš, ki vam lahko jaz ponudim, da vam pomagam. Veš, veliko ljudi na tem planetu se ful matrajo sami. Pa se trudijo, pa se matrajo, pa jim ne uspe. Če lahko ti nekdo pomaga na poti razumeti neko lekcijo ali pa nekaj predelati, ali pa te tudi energijsko na vse zadnje podpreti, takrat, ko se sam ne moreš, zakaj ne bi to zbrali? Veš, to narava skozi dela, narava skozi drug drugega podpira. Drevesa skozi živijo v simbiozi z živalmi. Ne, drevo, naprimer, imaš nek hrast in ima neke želode. Pa se ta hrast, te želode dovoli vevercem, da jih raznesejo. Se ne reče hrast vevercem, pusti moje želode na mir, ne dotiki se jih. Ne, hrast povabi veverce in jim reče, razneste želode po celem gozdu, zato da se bomo novi hrasti zasadili. In tukaj se rabimo ljudje začeti povezovati z okoljem. Če se nam nekaj ponudi, rabimo to zagrabiti, zato da lahko hitreje gremo naprej, tako kot lahko hrast hitreje sebe posadi na novo in raznese svoj DNK po planetu s pomočjo veverce. Tisti, ki rabite pomoč tukaj, da vas jaz podprem, da vam pomagam v vaših strahovih, da vam pomagam kristale razumeti, zato da nikoli več ne boste padli. Poglejte si, kjer tečaj vas pokliče. To jesen res začenjamo z vsemi tečaji. Kristi je že prej omenila, mi da imamo zelo ene še nove projekte za leto 2024, enih stvari ne bo več. V naslednjem letu enih tečajev ne bo več, pa bi z vsem srcem rad se kloniral, ampak ne morate biti dva žmaharja in ne moramo jih delati. Tako da tisti, ki ste zdaj začutili, aha, žmahar o meni si govoril, poglejte si to. In z razlogom je ta informacija zdaj v tem obdobju prišla, ker ta jesen je idealna za transformacijo, idealna za spremembo frekvence. Če imate še zraven angelske karte od Kristi in odprete set in pokličete dnevno vodstvo in to združite s kristali, pa pol ti rataš taka mašina, da se ne sekiraš več, kaj se bo zgodilo, ker se zgodi tisto, kar ti hočeš, da se zgodi.
a ne? In to- Mišek, bom ja. ti takoj vrnila besedo, ampak ljudje so me zasuli na klepetu, pa bi sam rada nekaj razložila, pa potem, če imaš še karkoli za zaključek, ti bom dala. Zgodilo se torej isto, kot lani na eteričnem vrtljaku. Kjer tečaj, kjer tečaj, kjer tečaj, kjer tečaj. Dajte še enkrat pogledamo, da vam bo malo lažje. Okay? Jaz z veseljem drugače odgovorim na klepetu, pa tako naprej, ampak v bistvu, ampak se lani je bilo isto. Jaz čisto razumem vaše navdušenje, sploh, ker imamo tele ljudi, ki hodijo k nam na tečaje, pa so navdušene, pa bi vam rada nekaj pokazala. Torej, tale test sva prav midva pripravila, to vam bo najlažje tako zbrati tečaj. Torej, da naredite tukaj v tem, ko ste dobili darila, da naredite tale v bistvu test in potem imate tukaj vse tečaje, ki se nekako odvijajo, imate potem upise naprej tečajev in potem klikneš gor, vidiš, kaj piše, klikni tukaj in imaš potem tudi, te direkt pele na tečaj, kjer se lahko prijaviš, okej? Ampak zdaj takole je. Če veste, da vam življenje ne štima, da ni okej, to, lejte, tako vam bom povedala, kar po domače, potem je najbolj, da greste na take stvari. Akaški terapevt, kristaloterapeut, vzorci, tečaj meditacije. Če vam življenje štima, bi vi hoteli angele, razumeti stvari, biti lightworkerji, razumeš, pejte potem na tečaj akademije kanaliziranja, potem recimo jasnovidnost, pa tako naprej. Za zdravljenje je še mojster meditacijske terapije, hkrati si pa lahko lightworker naprej, isto je z reikijem. Jaz mislim, da če boste šli v te datoteke, pa ful dobro prebrali, kaj smo vam pripravili, boste dobili svoje odgovore. Ne? Potem se tukaj pojavljala so tudi vprašanja, ali sta Kristi pa Mihael na voljo individualno? Ne, nista na voljo individualno, smo pa to nalogo zaupali moji najboljši prijateljci iz otroštva. Dobesedno smo jo zaprosili, ker z Mihaelom pač trenutno pač imava še neke druge stvari, ampak na spletu bo veliko prisotna, mogoče pa fizično ne več toliko, ne. Imate tukaj, smo vam tudi dali unika hoče delati 1 na 1, to je moja najboljša prijateljica, od vrtca sva skupaj. Res je malo ljudi, ki lahko reče, da razumeš, da imaš 40 let nekoga za prijateljica. Skratka, v vrtcu sva se spoznale, od takrat sva karitva srajca, dobesedno, in tukaj imate Matejo. Jaz se k njej tudi obrnem po nasvet, če rabim kak nasvet, ko imate tudi Matejo, tako smo vam dali tudi to, ne. Tako da vam je ona ena na voljo, žal mi, da ne mora res vsega prevzeti, zato sva prosila Matejo. Zdaj pa glede tečajev, ki se ful sprašujete, vam pa še nekaj pokažemo, ne. Sem mislila, da bomo šli danes v to noter, pa evo, prsti mi bojo drugače odpadali. Glede tečajev pa takole, a ne. Zakaj so tečaji pri nas posebni? So zaradi tega, ker imaš dve stvari. Ena je taka stvar, kakor se zdaj dogaja. Torej pomeni, da tako so pač tečaji in posnetki so na voljo za vedno. To pomeni, da ga lahko delaš kadarkoli. Da ne boste pod pritiskom, zdaj ga rabim. Tudi če boš hotel v februar pa gledati, imaš te posnetke, so tvoji v trajni uporabi. Pol imaš pa še, kar veliko ljudi še mogoče ne pozna, pa veliko vas je novih danes tukaj, a ne. Pa imaš pa še tole, to so pa, mi temu rečemo nebeška shramba. Torej, ko pri nas zakupaš tečaj, dobiš torej nekaj, ki izgleda kot tako in se v živo pogovarjamo in vas mentoriramo pa tako naprej. Druga stvar je pa pol še nebeška shramba, ki jo dobiš pa za zraven. To je pa to, kar gledate zdaj tukaj gor. To je pa tvoja lastna platforma, kjer pa imaš v tečaju, ker mi se še veliko pogovarjamo vmes, imaš pa potem še strnjene razlage še enkrat noter, torej vidiš video vsebine, pa imaš pa še meditacije noter in potem imaš noter še, vidiš škole, zgleda še najino osebno mentorstvo. To pomeni, da lahko povsem anonimno glede tečaja postaviš vprašanja in potem so noter prisotne in skupine vodva. Tako da nam meni zdaj ti prsti odpadali, torej poglejte si mogoče v tej datoteki, torej to je bila ta e-knjiga med vašimi darili, torej tukaj imate glede tečajev, reiki sem sicer posebej dala, ker je res pa čisto neka nova sfera pri nas, ampak tukaj, a vidiš, akaški terapevt,
mislim, da potem to zelo začutiš, pa da ti bojo mogoče te kategorije najbolj znale nekako pomagati. Okay? Ko evo Miš, ti predajam besedo, zdaj se nam gre samo skačati, zato da malo ljudem razložim. Ful dobro, da si to naredila zaradi tega, ker jaz vmes, ko si ti v bistvu karte odpirala, sem bil skozi na mailu in sem vam skozi individualno odgovarjal, zaradi tega, ker ste imeli točno ta vprašanje. Tako da ja. Sorry, sem še nekaj. Kar povej. Ja, pa mislim, finta je v tem, da itak pri nas ful dobiš in recimo vse doživljenjsko, ne, tudi te spletne učilnice doživljenjsko, kar pomeni, da so itak naši tečaji noro poceni glede na to, kaj dobiš, pa koliko je tega materiala, koliko je teh meditacij, ampak za vse one, ki sprašujete, ja, še dodatni popusti, kljub temu, da dobite šolo bogatstva in obila v vrednosti 888 evrov, so dodatni popusti na voljo, tam, ko imamo pol mi manj dela. To pomeni, če ti pišeš na dogodki, se bom zdaj tole napisala, če ti pišeš na torej dogodki potovanje.duse.si, pa kle narediš, kako bi ti rekla, zahtevo, okay? Torej dogodki @potovanje.duse.si, pa pišeš zahtevo, pa rečeš, hočem, ne vem, ta pa ta tečaj, pa želim plačati v enkratnem znesku, ti bomo tam pa še dodatne popuste dali. Okay? Ne bomo zdaj šli ful odobriti ful veliko teh popustov, ampak če komu kaj pomaga, pač nekih lahko odobrimo. Danes sem ka Božiček, veš, Mišek, ki ima obletnico, pa tako. Skratka, evo, to je to. Tako da, upam, da sem zdaj odgovorila na ta vprašanje. Smo pa veseli, da ste nekako pripravljeni dvigovati svojo frekvenco, pa tako naprej, tako da smo hvaležni. Upam pa, da sem kaj pomagala. Saj v bistvu, mi ljudje nimamo toliko težke naloge v življenju, ne? Ker včasih imamo občutek, da ko se rodiš, pa moraš narediti toliko veliko stvari prav. Se ti zdi, da je tisoč korakov, ki jih moraš narediti in tisoč odločitev, ki jih moraš sprejeti in da vse skupaj en tak velik kaos. V resnici ni. Mi si včasih to zakompliciramo zaradi tega, ker ne štelamo svoje frekvence sprot. Ker ne gradimo svoje frekvence in razdeljujemo svoje frekvence takrat, ko, ne vem, ko se pojavi težava, ko se pojavi dvom, ne gremo gledati, zakaj se je pojavil, ko se pojavi vprašanje, ne začnemo iskati odgovora, ko se pojavi priložnost, je ne zagrabimo in potem to čakanje in ta statičnost se začne počasi nalagati in potem v nekem trenutku je neorganiziranost lastne energije ali pa teža nekih čustev, nečesa, nerazrešenih stvari toliko velika, da se zlomimo. In to je težava zemeljskega človeka. In potem, ko enkrat ti začneš delati s temi duhovnimi bitji iz Atlantisa ali pa iz Akaše ali pa s kristalnimi vodniki, ne, ali pa z magi, ali pa z svetlobnimi mojstri in tako dalje, so ta duhovna bitja toliko organizirana, toliko energijsko preprosta, smiselna, da ko začneš z njimi delati, vse postane jasno glede tebe. To sem jaz opazil. Ker jaz na začetku, veš, da smo mi da s Kristi začela delati na sebi, midva nismo imela dobenih duhovnih tečajev. Midva nismo imela dobenih duhovnih knjig. Jaz se takrat spomnim, jaz sem rekel Kristi, pa ala, kaj pametnega, jaz zvem na tem planetu o Atlantisu, o Plejadah, o Siriusu, o Gaji. Ni bilo nikjer teh informacij, ne? Nikjer. In potem smo začela meditirati na tisoče in tisoče meditacij. In se začela z vodniki pogovarjati in začela sestavljati organizirano ta znanja, tako da smo jih razumela. In potem smo rekla, saj nismo edina na tem planetu, ki hočemo to razumeti, in smo ugotovila, da so tam venih ljudje, ki hočejo to napredovanje v življenju narediti. In iz tega izhaja najni tečaji. Najni tečaji so absolutno čisto osebna izkušnja tega, kar smo midva v preteklosti organizirala in razumela in skanalizirala, zato da je danes to smiselno, ne? In to se čuti. In to se čuti. In jaz sem toliko ponosen na vse vas, ki delate na sebi, da vam povedati ne morem. Zaradi tega, ker to vse je neredko na tem planetu. Da delate na sebi na tak način, da imate to vprašanje, ki jih imate, ki vidim, kaj vas zanima, kaj sprašujete. Lej, čestitam vam, svaka vam čast. In če bo komu uspel v življenju zgraditi tako, kot hočete življenje, je to vam. Zaradi tega, ker čisto vse pogoje izpolnjujete. Tako da, da se ne bat, akcija, naredite tisto, kar je treba, naučite se tisto, kar je treba, zdaj je čas. Ne? Še na začetku v intro to je bilo, zdaj je čas. Tako da, zdaj pa tudi čas še za eno stvar.
za meditacijo. Kristi je že prej omenila izjemno meditacijo, ki nas čaka, jaz sem že pripravljen, že ko me čakam, vi pa tudi verjamem, da in gremo še v te eterične svetove pogledati, kaj ima vesolje pripravljeno za nas. Te vrnem pa nazaj po meditaciji. Zdaj pa, če ste za, boste imeli še na voljo, da si tečaje pa to pogledate, dajmo narediti eno meditacijo, tako kot smo se prej zmenili, ne bo dolga, 15-minutna meditacija bo. Pa dostikrat se ljudje tudi sprašujejo, kako naše meditacije na spletu izgledajo, pa kako, ali lahko sploh kakšno kvaliteto dobiš in sploh v neki osnovi. Kaj pa, če bi vi zdaj videli, kako duhovni atelje potovanja duše to naredi? A naredimo eno tako angelsko meditacijo, torej gremo v frekvenčni dvig, a ne, prav tako, ko jo bom jesensko barvala, pokličimo nad angele, ker večkrat očitno nas zelo podpirajo, pa zaprosimo za ključ, za 8 že zdaj. Otvori vrata, ne, malo se hecam, se veste, da se lahko malo pohicam. Dajmo narediti eno meditacijo. Jaz sem malo ugasnila lučke, da bom imela tak lep ambient, je prav? Vidiš? Pocrklala bi vas ful rada s to meditacijo, tako, ker tole vam bo ful dober. In jaz mislim, da v naslednjih dneh se vam zna ful dogajati, ful znakov po taki meditaciji, ful znakov, ful potrditev, tudi glede tečajev pa tega, ful boste dobili usmeritve, boste videli, pa se itak jaz nič ne rabim narediti, pa reči, ker angeli bojo naredili svoje. A ste, za eno 15-minutno, pa vas pa spustimo spat, je prav. Naštimite se, priporočam slušalke za najboljši miks med glasbo, po mojim glasom, to je tehnika tako narejena, pa da aktiviramo zdaj vso to angelsko pravljico. Naštimam glasbo in se vidimo, ko pridete ven. Passacarono na mesti. Zapri oči. In začni ponavljati globoke vdihe in izdihe. Z vsakim izmed njih padaš in padaš. Globoko vase. Globoko v tisto svetlobo duše, kjer se lahko začuti njo in angele. Tvoj prostor se napolni z jesenskim listjem, ki oddaja angelsko zavest in svetlobo. In to jesensko listje te Bože umirja, ti posoja svojo zdravilno energijo. Ko padaš in padaš globoko vase. Umirijo se tvoje misli, poboža se tvoje čustva in telo si lahko dovoli, da sprosti ves stres, vse napetosti. Ker tak mir si zaslužiš. Zadihaj s polnimi pljuči. Dovoli si nekaj trenutkov angelskega miru.
sedaj položiš roke na svoje srce in narediš angelsko priprošnjo. Dragi angeli, naj dobim že sedaj ključ obilja za leto osmice. V zameno podajam svojo zavezo dvignjene frekvence. In listja zašelesti in v steni svojega prostora zagledaš prelepa lesena vrata. Vrata, ki vodijo v tako prelepo knjižnico v samih jesenskih barvah. Vrata se odpru in ti pojdeš v to knjižnico, kjer vidiš same stare pergamente. In ta knjižnica se veča in veča. Nenadoma se strop nad njo odpre in pokaže se zvezdnato nebo. In v to odprto sedaj knjižnico priletijo angeli, pa kresničke, ki predstavljajo angelsko zavest. Vsa nadangelska garda se bo postavila okoli tebe, sklenila angelski ščit in njihova prisotnost te v tem trenutku popolnoma očara. Ozavesti, kaj to pomeni stati tukaj, sredi te angelske ljubezni, ko se ne moreš počutiti sam, sama. In kresničke pojejo z angelskimi glasovi. Končno se počutiš, da si doma, tako ljubljen, ljubljena, sprejet, sprejeta. In sedaj ti pristopi nadangel Mihael, ki nosi v rokah tak star pergamen in zlato nalivno pero. In ti ta pergament sedaj sprejmeš kot svojo sveto nalogo, ko na njem obljubiš, tako da zapišeš ali da začutiš, kako boš ti dvignila svojo frekvenco do konca tega leta sedmice. Kaj boš namenila sebi, da bo lahko tudi zasijala v svetu? Kaj si boš privoščila, kakšni rasti se boš zavezala? Nekaj takega, kar je tebi pisano na dušo.
zapisala. Začutiš njo, kaj je tisto, kar si ona želi. Končno jo poslušaš, ko se zaveš, da pravzaprav pišeš v tem trenutku pergament duše. Poslušaj jo, zaveži se njej. To je tako lepa in tako sveta zaveza, ki te pomiri in končno dojameš, kako zelo pomembna si ti, kaj ne? Res si. In ta pergament daš nad angelu Mihajlu in ga zaprosiš, garda nad angelo, varujte me, varujte mojo frekvenco, ne glede na to, kaj se dogaja v svetu. In na drugi strani dolgi roza lasje, nad angel Ariel je njeno ime. Nadangel obilja ti prinaša velik ključ v obliki osmice, ki predstavlja prihajajoče leto. Podarja ti ga in ti ga sprejmeš. Dragi angeli, draga Ariel, naj se obilje zame aktivira že sedaj v zameno za mojo dvignjeno frekvenco. A vedi, da je to zelo sveta obljuba in res jo gre spoštovati. Ko sprejmeš ključ, ga priviješ k sebi in začutiš, da si zaslužiš obilja, da ga želiš sprejeti in za trenutek ozavesti vsaj eno svojo najbolj pomembno željo. Nekaj, kar si najbolj želiš, da ta ključ odklene. In ta ključ bo zažel v zlati svetlobi in Ariel ti ga daje za darilo. Ozavesti to željo, sprejmi to obilje. In angeli ti bodo v naslednjih dneh pošiljali znake, ti dajali vedeti, da te spodbujajo. Po današnji pravljici odpreš oči, pogledaš in vidiš. Odpreš oči, pogledaš in vidiš.
se preko energije jeseni sedaj vrni nazaj iz te knjižnice v prostor in čas in naj bo ta jesen tvoja. Povsem nova zaveza sebi. In ko bom preštela od 10 do 1, boš prišla nazaj. Dobrodošli nazaj. Mislim, da današnji večer je vse povedal sam. Ostalo verjamem, da so povedale vaše duše, a ne? Jaz bom tako rekla. Za konec vas bom malo nasmejala. Mogoče malo potunkala Mihaela, pa vas bom malo nasmejala. Jaz sem dobila vmes zelo humorno sporočilo od angelov. In to sporočilo, zaključne misli so take. Bistvo v življenju je kopati globoko in videti tja, kamor ponavadi ne vidi človeško oko. Ker nič ni tako, kakor se na prvi pogled zdi in vidi od zunaj. Recimo, vidite Mihaela, ne? A ga vidite v njegovi lepi srajčki? No, Mihael, daj malo vstan, kako je to v resnici. Vstan, no, pokaž ljudem, kako se more. No, vidiš. Evo, model je drugačen. V šuškavi trenerki pa v kratkih hlačah. To tako kot oni, ko vreme napovedujejo, ko so gori, so srajci, spadi so pa v kroksih. Ampak sporočila je vladala. Ej, to ti je pa nad Angel Mihael skuhal, sorry. Še dobro, no, kratke hlače. Dobro, ti so boksarcah, a ne? Ja. Skratka, dragi moji, mislim, da sva mi da vse predala angeli tudi. Jaz vam želim vse najlepše. Če vam duhovni atelje lahko karkoli pomaga, smo tukaj za vas. In z moje strani pa še Mihaelu predam besedo. Rada vas imam. Lepe sanje. Koliko ste lepo povedala. Ja, meni je bilo fajn z vami danes. Fajn mi je bilo res. Prej sem čisto pozabil drugače omeniti, ko zdaj Kristi meditacijo naredila. Jaz sem tudi meditacijo posnel v studio, se ste videli, noter je pripeta med darili, tisti, ki še niste šli za tem, je pa meditacija, da boste svoje možgane frekvenčno znali držati tam, kjer jih vi želite, naj boste lahko delali še naprej. Tako da, ful smo vesela oba, da res da meditirate. Nama to, ne, kako naj rečem, rada imava ljudi, ki na tem planetu
delajo s temi energijami, s katerimi delamo tudi mi dva. In se fajn počutimo v vaši družbi fejst in se fajn z vami pogovarjati in je fajn se z vami družiti in klepetati takole, tudi če to prek spleta. Saj po moje, če bi se v živo videli, se niti ne bi slišalo, kaj bi bilo tukaj tega, ne. Tako da res smo vesela, da smo se danes združili. Vesel sem, da sem lahko vam pomagal, veliko ste pisali v klepet pa na maile, da vam je današnji večer ful velika energija dal pa vsega. Tako da, nič, midva sva tukaj še naprej, vsak dan močnejša, vsak dan upam, da pametnejša, vsak dan še bolj v svoji prpesu, ki ga imamo na zemlji. In smo vesela, da so se nam poti prekrižale tako, kot so se in da se bojo križale še naprej. Tako da vsem vam pošiljam še en lep atlantitski pozdrav. Hvala za vse, hvala tudi moderatorski ekipi, seveda, in do naslednjič, ko se srečamo. Lepe sanje. Hvala, čau, čau.